Proti morju se je podala tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki je v minulih dneh obiskala gradbišče drugega tira. Projekt, ki je po desetletju priprav končno prešel v fazo izvedbe, teče po načrtih, tako finančno kot časovno, je zadovoljstvom poudarila Bratuškova. Tako je projekt drugi tir teče po načrtih, tako finančno kot časovno. To pa zato, ker smo Slovenci že vnaprej vedeli, da bomo rabili vsaj 2 referenduma in en padec vlade, preden lahko začnemo kopati. Vidite, skrivnost uspešnega javnega projekta ni v načinu izvedbe, ampak v nizkih pričakovanjih. To bomo narediti tudi pri ostalih projektih. Če bi na začetku gradnje Stožic enostavno rekli, enkrat do konca stoletja bo narejen, bi bili vsi presrečni, ko dobimo vabilo na otvoritev leta 2050. Da je novica glede drugega tira še toliko bolj spodbudna, pa priča naslednje dejstvo. Trenutno se gradi 12 od skupno 23 dostopnih cest za začetek gradnje drugega tira. Od tu bodo tovornjaki odvažali material s terena, kjer bo potekala nova železniška proga od Divače do Kopra. Ja, naši fantje so gradnjo vzeli zares in bodo poleg nove železniške proge mimogrede zgradili še 6. razvojno os. Korošci zdaj spremljajo to novico in si mislijo, mogli bi zahtevati železnico, pa bi zdaj imeli cesto. Poleg odlične časovnice za izgradnjo drugega tira smo uspeli najti tudi daleč najcenejšega ponudnika za izgradnjo premostitvenih objektov, vsaj glede na besede direktorja gradbenega podjetja Kolektor, čigar ponudbo je za kar 5 milijonov evrov prekosila ponudba konkurenčnih podjetij. Za tak denar mi ne znamo narediti. No, jaz sem rekel, da bom postavil tribuno za 20 svojih inženirjev, da bodo gledali, kako se za 8 milijonov oziroma 7-900 taka 2 zahtevna objekta naredi. Ja. Direktor Kolektorja bo za svoje zaposlene torej zgradil VIP tribuno, s tem pa je tudi ostalim gospodarstvenikom ponudil odlično rešitev, kako svoje zaposlene naučiti novih tehnik. Če so blagajničarke v lokalni štacuni prepočasne, jim enostavno postavimo tribuno v nemškem diskontu, pa naj gledajo, naj se učijo. VIP tribuna za inženirje pa še zdaleč ni edina zanimivost, ki si jo boste lahko gledali na trasi drugega tira. Kar 3/4 nove trase bo teklo skozi 8 predorov, čez 2 viadukta, 2 mostova in skozi 1 galerijo. Ja. Če so se z vlakom peljali po drugem tiru, se boste peljali tudi čez galerijo in si ogledali znana dela slovenskih impresionistov. Glede na hitrost slovenskih železnic bo časa za ogled več kot preveč. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!